Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci, tokrat ne vroče teme. Še vedno ni jasno, kakšna bo usoda novega zakona o RTV Slovenija, saj se ustavni sodniki še niso odločili. Prav tako pa smo v minulih dneh videli številne odhode nekaterih novinarjev v druge medijske hiše, razmere v naši javni hiši pa so vse prej kot zavidljive. In lep pozdrav sedaj želimo v našem studiu odgovornemu uredniku informativnega programa, drugega programa Televizije Slovenija, gospodu Rajku Geriču. Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Vabilo za današnjo oddajo smo poslali tudi v PR službo RTV Slovenije ter v vednost predsedniku uprave gospodu Zvezdanu Martiću ter direktorici Televizije Slovenije gospe Kseniji Horvat. Na naše vabilo so odgovorili, a na žalost zaradi dogodka znotraj hiše, podelitve priznanj sodelavcem, danes niso mogli priti. Gospod Rajko Gerič, če začneva midva s čisto preprostim vprašanjem, ste še vedno odgovorni urednik informativnega programa, drugega programa Televizije Slovenija? Torej, še sem odgovorni urednik, ampak zgolj samo po funkciji. Praktično so mi ukinili program, ukinili so oddajo, za katero so delali moji sodelavci, tako da v bistvu sem do sprejetja statuta, ki je v bistvu že v fazi sprejemanja, so še na funkciji, potem pa ta moja funkcija z ukinitvijo tudi programa v statutu ugasne. Koliko ljudi je delalo v Panorami in koliko jih je na čakanju še vedno? V Panorami je delalo 17 ljudi, od tega jih je zdaj še na čakanju. Na čakanje je bilo potem kasneje poslano 15 ljudi. In od teh 15 je na čakanju še vedno 6 ljudi, ki pač ne želijo podpisati ponižujočih pogodb, namreč drastično so jim znižali plače in tukaj smo prepričani skupaj z mojimi sodelavci, da gre zgolj in samo za izživljanje in za maščevanje nad tistimi, ki se niso priklonili novemu vodstvu. Kaj pomeni drastično znižanje plač? Drastično znižanje plače v javnem sektorju to pomeni, da so recimo moji kolegi, ki so na 46. plačnem razredu, to je novinar, voditelj, komentator, in so to tudi bili, imeli so svojo oddajo, imeli so svojo rubriko, delali so novinarske prispevke in jo tudi kot uredniki opravili, se pravi vse v celoti, so bili znižani za 12 plačnih razredov na delovno mesto novinarja začetnika na 34. plačni razred. To je najnižji možen plačni razred, ki ga na RTV Slovenija dobiš, če prideš na redno zaposlitev, se pravi novinar začetnik. To je ponižujoče in če govorimo o denarju, je to recimo 500 evrov neto plače, kar pomeni 6.000 evrov na leto. Gospod Rajko Gerič, ker ste omenili Panoramo oziroma bova za trenutek še ostala pri njej, Valentin Areh, vaš novinar, vaše hiše, je zapisal, da z razočaranjem spremlja najnovejše izjave profesorja Ljubljanske univerze, dr. Milosavljevića. Ta je namreč trdi, da je prejšnje vodstvo RTV za oddajo Panoramo najelo številne novinarje, da bodo poročali v korist desno-sredinske vlade. Panorama v svojih 368 oddajah in rubrikah ni objavila niti enega samega prispevka, ki bi hvalil ali kritiziral katerokoli slovensko politično stranko oziroma hvalil ali kritiziral kogarkoli, tako pa gospod Areh. Kako odgovarjate gospodu Milosavljeviću? Torej, jaz sem za gospoda Milosavljevića že povedal, da seveda trditve, ki jih je postavil gospod Areh, stojijo. Oddaja Panorama nikoli ni delala političnih tem, nikoli ni propagirala katerekoli politike, ker to enostavno ni bila oddaja, ki je bila temno namenjena, ne. To je bila, rečemo lahko temu, infomagazinska oddaja, ki se je ukvarjala sicer tudi s temami, ki so se tikale politike, ampak na dolgi rok, ne. Govorila je o fenomenih, govorila je o zadevah, ki niso bile na dnevni ravni, tako da tukaj gospod Milosavljević dejansko Valentin je zapisal, da laže, jaz pravim, da govori neumnosti, zato ker če bi si pogledal ena oddaja Panorama, bi videl, da niti ena oddaja Panorama ni bila namenjena političnim temam. Niti ena. Pa vseeno opiše še gospod Milosavljević, vprašanje je, kaj storiti z ljudmi, ki so bili zaposleni zaradi političnih interesov. Teh očitkov, gospod Gerič, ni bilo malo. Ti očitki so ponižujoči in ti očitki so v bistvu kažejo na stanje duha na RTV-ju. Delitev na naše in vaše je za medijski prostor katastrofalna in to se čedalje bolj kaže v našem medijskem prostoru. Če pa mi na naše in vaše delimo na javnem zavodu RTV Slovenije,
ki je v bistvu javni zavod, se pravi, plačujejo ga levi, desni, rumeni, zeleni, Janševi, Kučanovi, skratka, vsi so naši gledalci. In če se na takšnem javnem zavodu začnemo deliti na naše in vaše, in če na tem javnem zavodu govorimo o tem, da bomo očistili javni zavod tiste, ki nam niso po godu, sploh ne bom uporabil besede, ki jo uporabil predsednik vlade, zato ker je sramotna in bi zaradi nje mogel odgovarjati na sodišču, ne? Ampak če predsednik vlade reče, da bomo očistili javni zavod političnih nasprotnikov, potem v bistvu smo padli res globoko in zaradi tega tudi javni zavod tak, kot je. To je granitna kocka, ki se zaliva z betonom. In to bo čedalje slabše. In to se že kaže na programu. Na kakšen način? Na kakšen način? Poglejte, koga vabijo v goste. Poglejte, koga gosti na novo postavljeni Marcel Štefančič, ki se je zmagoslavno vrnil na svoj voditeljski stol. Poglejte, kdo gostuje v oddaji Politično. Poglejte, kdo gostuje v oddaji Odmevi. Poglejte, koga sploh gredo kaj vprašati. Sprašujejo samo in zgolj, bomo rekli, naše oziroma tiste, ki so jim po godu. Gospod Gerič, politika tako ena kot druga si je javno RTV vedno želela prisvojiti na takšen ali drugačen način. To se je dogajalo v preteklosti, to se dogaja tudi danes. Pa vendar bi lahko rekli, da je tudi bilo v preteklosti, tudi pod drugimi vodstvi narejeno kaj narobe, oziroma so bile napake, ki so pripeljale, da je RTV prišla tako daleč oziroma tako nizko, kot je danes prišla. Vedno je bila javna televizija želja politike, vedno. To seveda vsi vemo, to priznamo. Konec koncev jaz sem na javno televizijo prišel leta 1991. In takrat, ko se je v bistvu lomilo, ko smo začenjali z demokracijo, takrat se je videlo, kako se v bistvu tudi lom ta star družbeno-politični novinarski mindset, ki je bil znotraj RTV-ja, in v bistvu prišla je ta nova mlada ekipa, Lado Ambrožič je vodil te nas mlade novinarje, ki smo dejansko pripomogli k temu, da je nekako RTV začela dihati s polnimi pljuči. Potem so se pa škarje začele znova zapirati in skozi leta je ta zavod z neko negativno selekcijo prišel do tega, da so tam ostali ljudje, ki so tam že 30 let in ki so prepričani, da je ta javni zavod njihov. In to je glavni problem. To ni njihovo, to je javni zavod RTV. In to dopovedati nekomu, ki se 30 let ni premaknil praktično z pisarne, kaj šele z RTV-ja, je zelo težko. In če ti začneš enkrat dojemati to kot svoj medij, potem pač ne dopustiš nobenemu, da pride zraven, ne dopustiš nekih svežih idej, svežih obrazov, drugačnih mišljenj, pluralizma. In ko je medij pride v tak krč, ne, potem v bistvu imamo to, kar imamo. Pa vendar podporniki tega zakona, ki je tudi spremenil sestavo vodstva RTV, so trdili, da je prav namen novega zakona depolitizacija. Torej, a do nje prihaja? Ja, seveda, depolitizacija po njihovo. Se pravi, depolitiziramo tako, da bomo imeli samo naše. To je za njih depolitizacija. Ne? Se pravi, da za druge ni prostora. Depolitizacija seveda pomeni, da nobena politika ni prisotna na javnem zavodu. To seveda ni res. Zdaj je v bistvu RTV prevzela trda levica, tako tudi ravna in v bistvu vsi sistemi, ki se s temu prilagajajo, ne, uredniki in ostali, ki so zaposleni, v bistvu zdaj praktično sklonjeno glavo čakajo, kaj se bo še zgodilo. Videli smo nekatere odhode nekaterih novinarjev, prav tako smo videli pritiske na novinarje, ki ostajajo v hiši. Kakšno je vzdušje znotraj javne RTV in tudi kaj odhodi in pa pritiski posamezniki, ki smo jih videli, pričajo oziroma sporočajo o naši javni radioteleviziji? Ja, sporočajo to, kar sem govoril prej. Sporočajo to, da je zdaj to postala hiša enoumja in je poskrbela za to, da nihče, ki ni njihov, nima več priložnosti. Ne pozabimo, odšli so ljudje, ki so bili prej na voditeljskih mestih. Zamenjali so 3 voditelje osrednjih informativnih oddaj. Enega voditelja pogovorne oddaje. Ena voditeljica gre zdaj v pokoj, Vida Petrovčič. Potem so zamenjali vse urednike, ki jim niso bili po godu. Vse. Niti eden ni več na uredniški poziciji za osrednje informativne oddaje. In potem so se lotili seveda še tega kako bi rekel, tega projekta, ki jim gre blazno na živce, Panorama. Tukaj so šli pa gladko, ukinemo oddajo in se rešimo vseh sodelavcev.
Prva varianta je celo bila, da gremo vsi na cesto, da nas odpustijo. Videli so, da to ne bo šlo tako enostavno, tako da zdaj so pač tistih 6, kmalu bom še jaz med njimi, se pravi 7, bomo pač na čakanju. Pa vseeno, precej očitkov je, gospod Rajko Gerič, letelo tudi na Panoramo, češ, da je preveč zapravljala. Denimo prejšnji teden smo lahko brali v sporočilo RTV-ja, da je lansko leto posloval za 7 milijoni minusa, torej da je bilo več odhodkov kot prihodkov. Med njimi pa naj bi bili tudi vi, češ, da ste preveč denarja zmetali tudi v Panoramo, bila naj bi tudi manj gledana. Mislim, v Panoramo smo zmetali ali pa porabili za Panoramo pač določen del denarja. Seveda, 17 novinarjev potrebuje svoje plače, potrebujemo studio, potrebujemo tehniko, ampak marsikatera oddaja na RTV-ju potrebuje plače, kadre, tehniko. Ne? A nihče na RTV-ju pa ne pove, koliko pa stanejo druge oddaje. Koliko stane minuta oddaje Marcela, koliko stane minuta oddaje Dnevnika, koliko stane minuta oddaje Tednika, koliko stane minuta oddaje Globusa recimo. Tega pa nihče ne pove. Ne? In jaz trdim, Panorama je bila na sporedu vsak dan 25 minut, na letni ravni smo naredili 5000 minut programa. Ne? In če zračunamo ceno minute programa, hitro ugotovimo, da je bila oddaja Panorama precej cenejša od marsikatere oddaje na televiziji, da ne govorimo o stroških, ki jih povzročajo oddaje na regionalnih centrih ali pa oddaje za manjšinske programe. Te so veliko dražje, z veliko večjo ekipo, porabijo veliko več denarja. Gospod Rajko Gerič, če greva za trenutek še k razmeram znotraj javne radiotelevizije, kako potekajo pogovori, denimo vas z direktorico in ostalimi kolegi uredniki? Pogovorov niti ni veliko. Vsi se pogovorom v velikem lovku izogibajo. Takrat, ko sem pač kot odgovorni urednik vabljen na kakšen skupni kolegi, zastavim vprašanje, na katerega ne dobim odgovora. Vsi ostali kolegi molčijo. Z upravo se sicer v imenu sindikata redno sestajamo, ampak tudi tam ni odgovorov. Tam so samo naša vprašanja, na katera pa dobimo sprenevedave odgovore ali pa odgovorov sploh ni. Ampak sicer pa kakšnih hudih pogovorov seveda z mano si ne želi nihče, zato ker ko pridemo v sobo in se začnemo resno pogovarjati o problemih, je seveda treba znati odgovarjati. Ne? Ni dovolj samo, da imaš nalepko predsednik uprave ali pa direktor televizije, treba imeti kakšen odgovor. Teh odgovorov ni. Ne? Tudi če bi direktorica govorila o tem, kar sem govoril prej, se pravi o ceni ali pa o potratnosti ali pa o 1 milijonu evrov za Panoramo, potem je treba povedati, zakaj vse smo zmetali, dobesedno zmetali milijone na RTV-ju. RTV na letni ravni porab 120 milijonov evrov. Ne? Tako da ta milijon ni tako velik, glede na to, kaj smo za ta milijon dobili. Osnovni produkt javne televizije je program. In ko se je vodstvo z letošnjim letom odločilo, da bo rezalo program, sem jaz ostro nasprotoval temu, da režemo svoj edini produkt. Ker edini produkt, ki ga javna televizija ima, je program in je namenjen javnosti. Mi nismo na svet za to, da dobivamo plače. Ne? Zdaj smo pa porezali 30-40% programa, ne samo Panorame, tudi ostalega programa. Ne? In zdaj se javnost dejansko lahko sprašuje, zakaj plačujemo ljudi na RTV-ju, ki dobivajo plače. 2100 ljudi še vedno hodi v službo, kljub temu, da ima 40% manj programa, razen nas 6. Ne? In to ljudje plačujejo za 40% manj programa. To so podatki vodstva, ne moji. Plačujejo, da, in številni so tudi odjavili RTV naročnino in sedaj novo vodstvo razmišlja oziroma programski svet, da bi povečali plačevanje RTV prispevka, da bi ta cena bila višja. Vaš komentar? Stabilno financiranje javne televizije je po mojem mnenju nujno. To je res. RTV naročnina se dejansko ni povišala od leta 2012. Če pogledamo samo dvig nekih življenjskih stroškov ali pa inflacije ali pa tega, je seveda najbrž prav, da se zagotovi nek stabilen vir financiranja. Recimo usklajevanje z inflacijo. To bi bil po moje tudi nek razumen predlog. Seveda je pa tukaj treba omeniti tudi to, da se RTV v svojih 30 letih ni pomembno reorganizirala.
tudi RTV ima še notranje rezerve in teh seveda noben ne išče. Ne? Iskati so jih začeli zdaj na oddaji Panorama pa na mojih sodelavcih, ki sedijo doma, dobro plačani, oni še vedno dobivajo plačo, ker so redno zaposleni in ne delajo nič. In to ljudje, naročniki RTV plačujejo. Dejali ste, da se ni reorganizirala RTV v zadnjih 30 letih. Na kakšen način pa vidite, da bi se morala, denimo, če ob tem spomniva na druge javne radio-televizije po Evropi? Kot sem dejal, jaz RTV poznam od leta 90, ko sem prišel kot mlad novinar tja, vmes me 10 let ni bilo, zdaj sem se vrnil, pa je praktično RTV enaka. Niti ena javna televizija v Evropi ni ostala takšna, kot je bila pred 30 leti. Na RTV-ju se je spremenilo res, res malo. Sistemi vodenja so isti, vzorci obnašanja so isti, vzorci dela so isti. Tako da v bistvu, če bo na RTV enkrat prišel en resen management, se pravi resna uprava, ki se bo lotila reorganizacije, optimizacije delovnih procesov, bomo hitro ugotovili, da so na RTV-ju še velike rezerve, ki lahko privedejo tudi do tega, da se RTV znotraj sebe uspe dobiti ta sredstva, ki jih zdaj zmanjka na letni ravni. Zdaj jih je zmanjkalo 7 milijonov, konc leta jih bo zmanjkalo ob napovedih uprave 20 milijonov. Skratka, RTV ne sme biti nek žakelj brez dna, kjer se financira to, ker mi ne znamo, ampak je treba pokazati, da znamo in znamo tudi znotraj sebe najdeti rezerve in delati predvsem to, za kar smo postavljeni, dober program. Razmere pred zakonom in sedaj po zakonu. Še vedno ste po novem zakonu brez enega člana uprave. Kaj to pomeni za javno RTV in tudi, če bi naredili neko primerjavo prejšnjega in sedaj razmer znotraj hiše po prejšnjem zakonu in sedanjem? Jaz sem prišel pred enim letom nazaj, tako da jaz prej nisem bil na RTV-ju, sem rekel 10 let sem bil v gospodarstvu, bil sem na Telekomu oziroma bil sem na njegovi hčerinski družbi, tam direktor, tako da sem to gledal od zunaj. Takrat je javni zavod vsekakor posloval bolje oziroma funkcioniral je tako, da je bil ustrezno voden. Zdaj to, da nimamo enega člana uprave, je v bistvu za to sedanje upravo vseeno, zato ker oni poslujejo po našem mnenju tudi v nasprotju z zakonom, zato ker si je uprava določila, da je dovolj, da v kakšnem sklepu uprave glasujeta 2 člana uprave. Tako da oni so že od začetka povozili ta način korporativnega vodenja in sta za sprejemanje sklepov dovolj predsednik uprave in en član uprave. Tako da že 3. član, že delovski direktor je nepotreben, kaj šele 4. Gospod Kardum, ki se je takrat pridružil upravi, je to, kako bi rekel, na grenki način spoznal, videl, da je tam samo za okras in to mu štejemo dobro, zaradi tega odstopil, ker ni želel biti okras, ampak je želel stvari na RTV spreminjati. To mu ni bilo niti dopuščeno, nihče ga ni nič spraševal, odločalo se je mimo njega in zaradi tega je pač odšel. Bi pričakovali v tem primeru odstopa gospoda Karduma kakšen večji odziv tudi znotraj novinarskega ceha oziroma znotraj vaše javne RTV v primerjavi, da bi se oglasili tako, kot so se v preteklosti s številnimi protesti pred vašo hišo? Ne, ker zdaj smo samo naši. Zdaj v redu. To zdaj dokler se bo linija naših držala, potem bo to vse v redu. Lahko se zgodi karkoli. Nihče ne protestira, ker so njihovim kolegom. Moji novinarji so njihovi kolegi, saj smo vendar vsi novinarji javne televizije. Ko so jim prepovedali vstop na delovno mesto, nihče ni protestiral. To se na RTV-ju v zgodovini javnega zavoda še nikoli ni zgodilo, da bi nekomu prepovedali vstop na delovno mesto. Potem, ko so nas poslali na čakanje, nihče ni protestiral, ker jim je vseeno, ker pač mi nismo njihovi, mi nismo stali na pločniku, mi nismo protestirali, mi smo pač delali program. In tega nam pač ne bodo oprostili in mislim, da se bo, kako bi rekel, to očiščenje še nadaljevalo. Mi pa tega ne bomo dopustili, ker je to nasprotju z zakonom in kolektivnimi pogodbami. To bodo slej ko prej spoznali.
Objavljeno je bilo letno poročilo partnerskih organizacij Platforme Sveta Evrope za spodbujanje zaščite novinarstva in varnosti novinarjev. Slovenija je v poročilu omenjena le v zvezi s položajem javnih medijev. Citiram, pozitivno je, da je Slovenija po zamenjavi vlade sprejela ukrepe za izvajanje priporočil Evropske unije o vladavini prava, da bi zagotovila demokratično upravljanje svojih javnih medijev, piše v sporočilu. Se strinjate s to ugotovitvijo? Torej, če demokratično upravljanje javnega medija, pošiljanje ljudi na čakanje, prepoved dela in pa onemogočanje prihoda na delovno mesto, potem je ta demokracija zašla v slepo ulico. Kako pa gledate na to vrstna poročila? Ta poročila se pišejo v Bruslju, tam pišejo tisto, kar jim nekdo iz Slovenije sporoči, in sem prepričan, da ta, ki se je pod to poročilo podpisal, tudi slučajno ne ve, kaj se dogaja na javni radioteleviziji Slovenija. Ali niste imeli vi, denimo, v preteklosti neke moči, da bi tudi evropsko javnost prepričali oziroma evropsko vodstvo prepričali z drugačnimi stališči? Kako? Evropsko vodstvo nas ni povabilo nikamor. Irena Jourova pa tista Sophie Die Welt sta hodili samo k našim. Ne? Nas sploh nihče nič ni vprašal. Oni so šli v ta zavod za zaščito demokracije oziroma ta inštitut, ki je napisal zakon, je tudi priznal, da je napisal zakon. Šli so k Marku Milosavljiču, šli so k tem, ki so k sindikatu, k društvu novinarjev, pravemu društvu novinarjev, ne k obema, samo k enemu, in so pač črpali samo z ene strani. Nas ni nihče nič vprašal, nikoli nismo bili nikamor povabljeni. Pa je morebiti bila napaka v preteklosti tudi strani politike, kar smo jo že omenila prej na začetku, da politika ni dovolila, da bi se predstavile vse strani. Politika je naredila to, kar je naredila. Oni seveda želijo predstavljati svojo plat zgodbe in si druge plati naredijo vse, da se je ne sliši. Ne? In tukaj so bili zelo uspešni. Konec koncev smo imeli 3 vlade pod vodstvom premijera Janeza Janše in tudi takrat so bili napadi na javno radijsko hišo. Seveda, ampak takrat je javna radiotelevizija dobro opravljala svojo vlogo psa čuvaja, se pravi nadzornika oblasti. Takrat je bila javna radiotelevizija res močna opozicija vladi. Kako pa danes gledate na tega psa čuvaja v javnih medijih? Ta pes čuvaj je zdaj v kotli in ne laja. Do kdaj mislite, oziroma kdaj menite, da se bo oglasil? Kaj bi se moralo zgoditi? Mora se zgoditi premik v miselnosti. Premik v miselnosti, da v javni radioteleviziji mora biti prostor za pluralnost, mora biti prostor za različne poglede, mora biti prostor za različno usmerjene posameznike, mora biti prostor za ustvarjalnost, za iskanje novih receptov in novih poti. Dokler tega ne bo, bomo pač imeli televizijo enoumja. Ali v kratkem pričakujete morebiti odločitev Ustavnega sodišča glede zakona o RTV in kaj, če Ustavno sodišče vse skupaj razveljavi? Torej, jaz ne verjamem, da Ustavno sodišče sploh še ima pogum, da bi o zakonu o RTV odločalo. Oni so v tej zadnji odločitvi zelo jasno zapisali, da niso sposobni sprejeti razsodbe. Sem pa prepričan, če bi prišlo do odločitve, bi bil ta zakon razveljavljen, ker je po mojem prepričanju seveda globoko protiustaven, ampak tega pač spet zaradi interesov politike ne bodo naredili. Vemo, kakšne so bile kolobocije s tem sprejemanjem začasne odredbe in tako naprej, tako da zdaj, ko so se zadeve postavile tako, kot si oni želijo, bo tako tudi ostalo. Ali menite, da so se sedaj vrata za nekaj let na javno RTV zaprla? Za kakšno drugačno miselnost oziroma za nek pluralizem? Jaz sem še bolj pesimističen. Mislim, da se niso zaprla, ampak so se zabetonirala. Kaj to pomeni za sodelavce, ki so že v javni radioteleviziji? To pomeni, da sodelavci, ki so že v javni radioteleviziji in bodo sklonjeno glavo pač delali tisto, kar jim bo naročeno, bodo uspeli, tisti, ki bodo dvignili glavo, pa bodo porezani. Niste optimist? Ne, jaz sem optimist v smislu, da slej ko prej beton razpoka.
V bivšem komunističnem režimu je sicer trajalo 70 let ali pa 50 let, no? Zdaj bo trajalo manj. Tudi 9 pregrad jih ni ustavilo. Tako je. Gospod Rajko Gerič, iskrena hvala za obisk v našem studiu. Hvala lepa in hvala za vabilo. Iskrena hvala, spoštovane gledalke in gledalci. Spremljali ste vročo temo na portalu domovina.je, ki smo jo tokrat namenili javni radioteleviziji. Vabimo vas, da se naročite na naše podcaste ali pa na našo tiskano izdajo tednika Domovina in tako podprete neodvisno novinarstvo. Vse dobro.